Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v Kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Takole, midva z Bojanom, tudi mojim inštruktorjem, ki me je pripeljal do certifikata, da sem usposobljen potapljač, se pripravljamo na spoznavni potop 17. junija. Dobimo se v Bernardinu in takrat, to je čisto za začetnike, za ljudi, ki nikoli še niso. Tako je. No, evo, fino. Danes bova mečkano predstavila opremo, tudi povedala tiste osnove, kar se vsega tega tiče. Zdaj pa bi dal ti tole meni počas malo dol, ha? Takle? Zdaj se bom jaz... Ja, evo. Vidiš, kak si me... Dobro si me naučil. Evo, takole. Tole je jopič, ne? Tako. Se pravi, kompenzator plovnosti se reče po slovensko, ne? Kompenzator plovnosti? Plovnosti, ja, nekako. Tako sofisticirano ime. V bistvu, to je kar nek jopič rešilni, ne, bomo rekli, ne, v grobem. S tem v bistvu smo varni na površini, ker dejansko lahko dozemamo in dodajamo pač zraka, ne. Se pravi, v tem primeru imamo tle gumb, na katerega v bistvu preklopimo naš regulator, a ne. V bistvu ga dodajamo zrak, napihnemo, ne. In s tem v bistvu smo popolnoma varni na površini, ne. Se pravi, kot nek balon na hrbtu in na ta način ohranimo. Se pravi, najprej napihneš to, pa pol skočiš vodo. Tako, vsekakor, ne. Tako na tem samem tečaju v bistvu tudi učimo dejansko te tečajnike, da dejansko znajo sami napihniti, ko pridejo na površino, da so varni, a ne. Tako. Sam gumb je, dalje drugega. Tako. Ok, se pravi, kaj te zanima? Najverjetneje, kako se diha, ne. Torej, dejansko vsi so že spoznali dihalko, ne. Dihalka je dejansko taka, plavaš pač že od otroštva verjetno na površini. In v bistvu ta zadeva je popolnoma identična, se pravi zadeva, ki gre v usta in potem se pravi takole, a ne. In ko ti vdihneš, a ne, se ta ventil odpre in ti daje zrak iz jeklenke, ne. Se pravi, pri samem izdihu gre pa pač tukaj na izpustni ventil in tukaj v bistvu potem izdihujemo, ne. Zadeva je popolnoma enostavna, na vseh globinah dejansko je enako lahkota dihanja zagotovljena, ne, tako da v bistvu mogoče v otroštvu ste kdaj igrali, da ste podaljševali, ne, dihalko, ne, to je dejansko kar nevarno, zato ker v bistvu je manjši pritisk na površini, ne, medtem ko se spuščamo v globino, na vsak meter že 10% spremembe, ne. Tako da pri teh regulatorjih dejansko je pa možnost, da dihamo pač na vseh globinah enako lahko, ne, medtem ko tista zadeva podaljšana pa ni smiselna, oziroma primerna, tudi mogoče celo nevarna, ne. Ok. Zmeraj je na jopiču tistle še enega tega imaš, ne, v bistvu? Tako, ta je pa v bistvu rezerven, a ne, se pravi alternativni vir zraka, se pravi ta zadeva, če bi v bistvu meni zmanjkalo, oziroma sopotapljaču, če bi mu zmanjkalo, je pa potem identična, ne, se temu se reče druga stopnja, katero dejansko lahko potem tudi jaz ne diham, na primer, da bi mi zmanjkalo zraka. Se pravi, na tem zahtevnejšem tečaju se pa potem tudi učimo, kako si ta zrak deliti, ne, se pravi v primeru, da meni zmanjka zraka, lahko pridem do sopotapljača in potem mi on doda, oziroma si vzamem njegov alternativni vir, na katerega potem jaz lahko preklopim in dejansko upravimo varen dvig, ne. Tako. Super. Tole s tem pa napumpamo, smo rekli, ne? Tako, v bistvu, glejte, to je tako. Na začetku na površini smo popolnoma napihnjeni in potem, ko gremo pod vodo, ga spraznemo. Se pravi, dvignemo položaj gor, zrak gre pač v najvišjo točko, se prazne, a ne, in pritisk bo pač stisnil ta jopič, da se bo popolnoma spraznil, s tem nam omogoča, da gremo pod vodo, ne. Tako, medtem pa med samim potopom pa dodajamo malenko zraka, ker v bistvu nam pritisk stiska jopič in smo dejansko manj plovni, tudi obleko stiska. Na ta način se potopimo in dodajamo pa zrak, zato da ohranjamo nevtralno plovnost, se pravi, da smo v sredini vode, nismo po dnu. Ampak na spoznavnem potopu se nič ne rabimo sekirati za to. Tako, tukaj pa vam na spoznavnem potopu mi urejamo to, ker je v enem potopu skoraj nemogoče, da bi se to tako hitro naučili, ne. Torej, na spoznavnem potopu je ključno, da znaš na površini sam napihniti, da si zagotavljamo varnost. Tako, ja. Se pravi, to je za vsakega trotla. Tako, za vsak začetnik, bomo rekli, ki si to želi, je v bistvu program zelo primeren, ne, da se dejansko vidi. Kaj pa to pa nekaj gledaš, neke zadeve, ne? Temu se v bistvu reče manometer oziroma
se pravi naprava, ki vam meri pritisk v jeklenki. Ne. Se pravi, tukaj je pač teh 200 atmosfera, ne. Se pravi, v jeklenki imamo zrak, ne. Se pravi, nimamo kisika, ampak zrak, dobro, znotno prepričanje doskrat, da je kisik. Ne. Po tem pogoju je lahko kisik toksičen, ne, tako da v bistvu zmeri začnemo z zrakom. No. Tukaj odčitavamo dejansko potem tudi samo količino zraka, ne, in ko ga porabljamo, ne, dejansko potem ta števec pada in potem na rezervi, tukaj je 50, je rezerva, ne, četrtina še zraka v jeklenki, takrat se zapusti voda, ne, zaradi same varnosti, da dejansko še nekaj rezerve imamo vedno. Ne. Koliko pri 50 moramo iti gor, ne? Tako, ne gor, ampak že praviloma bi mogli biti že zunaj. Ne. Bi mogli biti že zunaj. Tako da planiramo tako potop, da zmeri zaključujemo s 50. Koliko časa približno traja potop? Ja, tako, ne, potop je odvisen, ne, zdaj tudi od same globine, pa tudi od človeka, ne. Nekateri v bistvu zelo hitro porabijo, ne, bomo rekli, ampak večinoma od pol ure naprej nekje, ne, se da, ne. Tako da na površini bi bila taka jeklenka recimo za 2 ure, na 10 metrih potem samo še za 1, ne. No in tole, jaz to znam sestaviti, se moram pohvaliti, ne, čeprav zmer dam preveriti, ampak tole boste na spoznavnem potopu, boste vi zrihtali, ne? Tako, mi bomo vse pripravili, sestavili, bomo vse osnove povedali, bomo si pogledali en video, dejansko, da vidimo osnove dihanja, izenačevanja, kako se pač ravna z opremo, in potem v bistvu kratka predstavitev in začne se pa potem tudi v zelo plitki vodi, da dejansko lahko ljudje kadarkoli imajo kakšno težavo, vstanejo iz vode, torej da v bistvu omogočamo pač varne začetke. Kaj pa, če jeklenka dol pade? Ja, dejansko se da pritrditi v vodi, je bistveno lažje, kot na suhem, ne, zaradi vzgona, ne, se pravi, da se potem zopet korigira tale pasa, ne, in se potem nazaj natakne, ne. Tako da ni problem. Se pa dejansko lahko že ne preveri, če je dovolj trdno, ne, če je dovolj zapet. Tako je, dejansko v osnovi. Tako. Se pravi, tukaj noter ni kisik, ampak zrak. Tako, ja. Kaj to pomeni? Se pravi, normalno zrak komprimiramo, ne, z kompresorjem in ga v bistvu shranjujemo v jeklenko, ne. Na ta način pač zagotovimo kar veliko količino zraka, v tej recimo konkretno je 2000 litrov, ne, in s tem v bistvu lahko pol imamo kar dolg potop, ne. Ja, ne bomo po 10-15 minutah mogli. Vsekakor je kar dovolj, ne. Če bi bila kakšna večja oseba, kakorkoli bi imeli večjo porabo, lahko pa tudi povečamo jeklenko, ne. Poleg neoprena pa tudi malo si utežena, ne? Tako. Še uteži. Zakaj uteži, a ne? Se pravi, sam neoprenska obleka, ne, je pač zelo plovna, a ne, tudi v bistvu je sestavljena, se pravi, dušikovi mehurčki so v bistvu za izolacijo. Obleka je popolnoma plovna, verjetno ste v neopreni že kdaj kje drugje bili, ne, kakšen kanjoning, karkoli, in v bistvu ste videli, da ste plovni, ne. Zato uporabljamo praviloma svinčene uteži, s katerim dejansko ta vzgon izničimo in potem gremo lahko pod vodo, ne. Odlično. Se pravi, ljudje bi mislili, da je sicer to zelo težko, pa da se potopi, dejansko se ne, če čisto popolnoma spraznemo, ja, ne, ampak z dodatne uteži pa vsekakor potrebujemo za spust, ne. Odlično. Evo, jaz te vabim, da se zdaj midva usedeva, kot normalna človeka še zraven, ne? Spoznavni potop za naše gledalce, za naše gledalke, torej 17. junija, to je nedelja 17. junij. Več kot dobrodošli ste, morate se seveda predhodno prijaviti, število je absolutno omejeno, torej na 02 6200 230 oziroma na klepetopkavi.si najdete vse podrobnosti. To je prav dan, ko bo v potapljaški šoli Nemo Divers rezerviran za naše gledalce in gledalke, tako da bomo fajn doživeli to. Zdaj, veliko ljudi, kar sem se opazila, veliko ljudi, ki se ukvarja z meditiranjem, zdravim življenjskim slogom, pa tak, ne, se dejansko imajo ful radi potapljanje. Tako. V bistvu, tukaj smo prej omenili, pod vodo je v bistvu zelo merno, ne, se pravi, ni nekih teh zunanjih vplivov, ki jih pač nas pač dnevno motijo, ne. In je neka taka meditacija, bomo rekli, ne. Mogoče res na tem prvem potopu je še tukaj nekako razburjenja, tako, ne, dejansko še do tega ne pridemo, ne, ampak kasneje pa definitivno pri nekem upravljanju tečaju, v bistvu in potem potopi se dejansko ta zadeva, ta stres, faktor stresa se zelo zmanjša in dejansko je potem samo neko lebdenje in v bistvu popolnoma nek tak doživetje sprostitve, ne. To rabimo, ne? Zaradi tega, ker meni je toliko zanimivo bilo, ker
Ko sem jaz delala pri tebi tečaj, ne, je bilo zunaj tavžent ljudi, vse, otroci se jokajo, kričijo, derejo, uno, tretje, ne vem, kaj še se, greš pa dol, je pa samo ono. Čisti mera, ne? Tako. In si se reče, že bi se kar dol preselilo, ne? Tako, ja. 17. bomo imeli torej spoznavni potop, dobimo se torej v Bernardinu in potem gremo skupaj z ladjo do Fiese. Fiesa, ne vem, če veš, ampak energijsko so zelo močne energije tam, no, tak nasplošno pa tak, ne. Tako da je tam res potapljati se nekaj posebnega, ko bomo pa sploh to lahko doživeli. Ja, v bistvu je tako, no, da dejansko prostor je zelo primeren tudi za te začetne zadeve, ne. Se pravi, zelo plitek začetek, ne, lepo peščeno dno in tako, ne, in v bistvu tukaj nam omogoča pač, da te potapljače, mogoče tisti začetni stres malo sprostimo, ne, in potem nekako počasi dobivamo globino, ne, in s tem v bistvu je pač užitek pač zagotovljena, ne. Jaz bom vsekakor tam, tako da se zelo veselim, ker, mislim, fajn je videti, ne, tudi zelo zanimivo je, ne, te skulpture pa to, ki so tudi dejansko v morju, vse je drugačno, pod gladino je vse drugače, predvsem pa je počasneje, bolj umirjeno in to je tisto, kar mi je najbolj všeč. Plavutke tudi rabimo, ne? Tako. To vse, celotno opremo, se pravi, dobimo v šoli, kar pomeni, da dejansko kaj vzamemo zraven, kopalke. Ostalo pa brisačev, za vse ostalo bomo poskrbeli mi, ne. Tako da ni problema. Kopalke in brisača, super. Lahko pričakujemo, da bomo videli tudi kakšne živalce, katere živalce bomo kaj videli, ha? Ta je tako vprašanje, se bolj smešno, se pravi, dostikrat ljudje ne vidijo, ne, ker dejansko so zelo kopirani sami s sabo, ampak čez čas, ne, ko tiste prvi začetni stres mine, ne, potem se bo v bistvu pol odpre nov svet, ne, in dejansko tam pa pol začnejo uživati, ne. Vidiš pa veliko večjo stvar, ne, čez masko. A ni malo večje? Pride do loma svetlobe, ne, in zaradi tega, ne tukaj ne, ampak pod vodo tretjino večji objekti, ne. Se pravi, zaradi loma svetlobe v masko, ne. Se pravi, bo šla taka ribca min, pa bomo rekli, da smo morskega psa videli. Ja, tako. Učiš tudi po svetu, katera je tvoja najbolj priljubljena destinacija? Ja, zaenkrat nekako, mislim, bi mogoče rekel, da se nagibam k Egiptu še vedno, ne, čeprav dosti ljudje misli, da ne, ampak Egipt je izredno, Rdeče morje je zelo lepo, ne. Drugače pa za učiti pa nekje Filipini pa Tajska, no, nekje najbolj primerna, tako, za pač moj okus, ne. Včasih so izziv tudi podvodni tokovi, v Sloveniji nimamo s tem težav? Ja, mogoče jih imamo, preko Piranske punte, ne, zna biti kar spremenljiv tok, no. Tudi včasih kar močana, ne, vendar tukaj, ko gremo mi, ne, se pravi noter v zalivu Fiesa, dejansko ne bo tega prisotnega, tako da je v bistvu to učenje še pač olajšano, ne. Ali bomo dobili tokrat rekordno, kako ne rečem, mislim, starejšega, če bo kak starejši od 70, ne, to me zanima, 70 let praviš, da je bil tvoj najstarejši tečajnik? Tako, ja, v bistvu jaz bom zelo vesel, no, ker je to v bistvu za nas nek nov izziv, ne, in da lahko takemu človeku tudi prikažemo, ne, mogoče na ta stara leta, ne, neko nov hobija, ne, to je v bistvu zelo zanimivo, ne. Poznam eno prijateljico imam, ki na noben način noče iti, ne, zaradi tega, ker pravi ne, ker vse, kar poznam, so se zasvojili s tem, ne. A tako? Ti dejansko toliko fajn rata. Res je, ja. Zelo hiter, ko če te potegne, mi rečemo, da dejansko potem ne znaš več iti na en dopust, brez da bi se šel potapljati, ne. Nekako si zmeri planiraš še to dodatno aktivnost, ne. Jaz se strinjam in pridružujem. In tudi stvari, ki jih dejansko lahko doživiš, se ne morejo primerjati z nekimi arhitekturnimi, ne vem kakšnimi zadevami, ki so dejansko na površju, kar se tega tiče. Govorim iz lastnih izkušenj, ko vem, ko gledam sam še to in sam še te zadeve. Zdaj, verjetno je tudi kakšen izobraževalni del, tudi izobraževanje bo prej, verjetno ne bomo kar noter butnali v vodo, ne? Tako, kakor sem prej omenil, dejansko
se začne, recimo, lahko neko video gradivo se pogleda, ne? Se pravi, se naredi potem tudi nek tak, se reče sestanek, ne? Oziroma briefing po angleško. Tukaj v bistvu pol tudi razložimo osnove, se pravi, po tistem videu, ne? Dejansko še na primerih pokažemo opremo, razložimo vse, kako se diha, potem pa, ko sem rekel, na začetku smo v plitki vodi, dejansko, da omogočamo varno okolje, a ne? S tem dobijo potapljači neko sigurnost, a ne? In na ta način potem po tistem, ko vidimo, da so vsi v redu, ne, takrat pa potem nadaljujemo lahko s temi vajami določenimi pod vodo, osnovnimi in potem že tudi pol pravi potop. Če se je ljudi ponavadi najbolj strah? Ja, v bistvu dosti ljudi bomo rekli, da se ne potaplja, odloči za potapljanje ta črna voda, ki se jim zdi, ne, da je zaradi globine. To je dejansko odvisno od tav, ne, se pravi, če na tleh je, če je bel pesek, potem voda pač ne bo temna črna. Kar se tiče potapljanja, bomo pa rekli, da recimo na začetku je ta prvi vdih, se pravi, da se naučimo dihati na regulator, ne, pod vodo. Ne. To je ta zadeva. Potem naslednja stvar je pa, ko pride voda v masko. Ne. Se pravi, tista zadeva, ki imaš občutek, da pač mogoče, da se boš utopil. Ne. To je v bistvu ta mogoče. In če v tem primeru, ko pride voda v masko, če vdihnemo skozi nosa, ne, potem je pa težava, ker gre pač voda v grlo in takrat je pa ta refleks instinktivni, se pravi, da se gre na površino. Ja, pa ne rabiš, ne? Tako, ni potrebno. Ker ta ločena pot dihanja je čez usta, seveda. Ne. Sam je pa dejansko prvič zelo stresno, ne, mogoče. Ne. In potem, ko ta stres, recimo, lahko potem podaljšamo, se pravi, korake do tega, ne, do tega podaljšujemo, se pravi, da vmesno treniramo s to masko, mogoče z vodo na nos, dihamo brez maske pod vodo, ne, se pravi, da damo glavo pod vodo. S tem pa dejansko telo oziroma pač pripravljamo, da se ne odziva stresno in na ta način v bistvu potem, tudi če pride voda v masko oziroma v nos, ne bomo se več odzvali na stresno. Vse, kar si zdaj povedal, se sliši veliko bolj zakompliciran, kot je v resnici. Ja, ni tako, ne. Jaz sem zdaj povedal v bistvu vse te stvari, ki mi implementiramo na samem tečaju. Ker meni je bilo totalno drugače. Okej, res me je, da sem prišla ful utrujena, bilo me je strah zaradi klaustrofobije, zaradi občutka, ker sem imela velikokrat nočne more, da se utapljam, ušesa, vneta, ne vem kolikokrat kronično, nisem vedela, a bom lahko uravnavala, skratka, nič nisem vedela. V bistvu sem bolj ali manj šla zaradi žigata takrat, ne? Ja. In pa se mi je totalno vse spremenilo. Tako, jaz bi v bistvu vsakmu takmu človeku priporočil, da proba. S tem v bistvu bi tudi se srečal s temi fobijami, bomo rekli, ne? In na ta način v bistvu mu bo potem bistveno lažje tudi splavati kakršnekoli druge vodne aktivnosti, kaj enkrat doživiš to zadevo. Ne? Tako da, kakor je pa možno, da ga potem potegne in dejansko v tečaj in dodatne tečaj in tako naprej. No. Odlično. In tudi najcenejša možna varianta je, da dejansko spoznaš potapljanje kot tako, a ne? Tako je. Odlično. Najlepša hvala, Bojan Banič, danes v naši družbi, hvala lepa. Evo, 17. torej v nedeljo pridite, če je ta datum že poln, vam bodo podali, bodo naše svetovalke podale drug datum oziroma vas bodo obvestile o drugem datumu, tako da absolutno se kaj najde. 02-6200-230 je telefonska številka za to, da se dejansko prijavite, a ne? In se tudi odločite in moram vam povedati, da bo to ena krasna, vrhunska izkušnja, ki je ne boste nikoli pozabili in se vidimo torej tam. Uhu! In nikoli ni prepozno, to bi predvsem želela predstaviti ljudem. Tudi če smo stari 50, 60 let, ni prepozno za uresničitev svojih želja, za pot do sreče, pot do sebe.